Lepo pozdravljeni v imenu Mariborske knjižnice na še enem izmed ciklov filozofije med knjigami. Naši sredi zelo lepo pozdravljam dr. Gregorja Modra, predavatelja na oddelku za filozofijo Ljubljanske filozofske fakultete, ki se v svojem delu posveča predvsem vprašanjem nemškega idealizma, francoskega razsvetljenstva, kritiki ideologije, pa tudi politični filozofiji ter filozofiji umetnosti. Obilo pa je raziskoval, predaval in objavljal tudi v tujini, med drugim v Cambridgeu, Princetonu, Maastrichtu, verjetno še kaj. Danes je tukaj z nami, da se bova pogovarjala o njegovi knjigi Antigona, esej o Hegelovi politični filozofiji. Morda, če začneva na začetku, zakaj Antigona? Kdaj vas je nagovorila, da si se z njo pričel poglobljeno ukvarjati in kaj te je pri tem delu tako nagovorilo, da si se ustavil pri Antigoni? Najprej en lep dober večer. Z Igorjem sva se dogovorila prej, da se bova tikala. Ugotovila sva, da sem jaz majčkeno starejši od njega, tako da sem jaz njemu dal dovoljenje, da se tikava. Tako da predlagam, da greva kar s tem. Ja. Zelo lepo je biti tukaj, ta stolp je videti čudovit, res mi je všeč, tako da se počutim enkratno. Sicer sem res totalen turist iz Ljubljane, v Google sem vtipkal, kam moram priti in sem čist narobe prišel, ampak dobro, moj problem očitno. Sva se našla. Zakaj Antigona? Po naključju sem se z Antigono, no ni bilo čist naključje, no, ampak tako se reče. Po naključju sem se z Antigono ukvarjal, že ko sem pisal maturo. Letos je bil nek škandal, če se spomnite, v zvezi z Antigono za maturo. No, jaz sem jo tudi za maturo, v mojem letniku je bila Antigona, Sofoklova Antigona za maturo. Tako da takrat smo jo vsi 100-krat prebrali in takrat recimo je bil nek moj prvi intenzivnejši stik z Antigono. Potem sem imel pa predavanja na AGRFT-ju v Ljubljani, se pravi Akademiji za gledališče in tako naprej. In tam smo se zelo veliko ukvarjali prav z Antigono. Že tako in tako za gledališčnike je fino vzeti kakšen dober literarni tekst iz klasike, dramatike, velikokrat vzamemo Shakespearea, zadnja leta sem vzel pač enostavno Antigono. In ampak to so vse, kako bi rekel, zunanji naključni razlogi, zakaj se lotiti Antigone. Tisto, kar se mi zdi, da pa sem poskušal v tekstu zagovarjati, pa je, da obstaja tudi neka notranja sodobnost Antigone, tega teksta. Da obstaja v tem tekstu nekaj, kar nas nagovarja v bistvu s specifično današnjega vidika. Še enkrat, če grem čist na vprašanje teh svojih izkušenj, opazil sem, da recimo v teh zadnjih 10 letih, ko smo se s študentkami in študenti o tem pogovarjali, je zelo izstopala tema razmerja med moškim in žensko. To je velik del, tisti, ki ste nedavno brali, ki ste se osvežili spomin na Sofoklesovo Antigono, se spomnite, da to je res tema samega teksta. In to je, kako bi rekel, točno tisti moment, na katerega danes študentke in študentje zelo, kako bi rekel, trzajo. No? Zelo se jim zdi to važna tema, zelo veliko smo o tem lahko razpravljali, tako da to je bila ena od tem, ki je definitivno zaznamovala moje branje. Tule se pa hkrati odprejo tudi moje Hegelovske karte. Sam sem, kot si lepo povedal, se veliko ukvarjam z nemškim idealizmom in če si koga predstavljam pod nemškega idealista, poleg Kanta je to najbrž ravno Hegel. In izkaže se, da Hegel, kljub temu, da ga nikakor ne moramo imeti za feminističnega avtorja, Hegel je v svojem branju Antigone šel natančno na to, da poskuša v bistvu s tem tekstom nagovoriti vprašanje razmerja med moškim in žensko, vprašanje razmerja, spolnega razmerja, no? Ali pa spolne razlike. Tako reči. Tako da, če bi bila samo ena stvar, ki bi bila tako zelo aktualna, bi bila to vprašanje spolne razlike. Obstajajo pa še drugi razlogi, pa da ne bom samo jaz govoril, no, bom zdaj samo rekel, da so še drugi. Eden od njih, recimo centralen, bi bil ta, da Antigona vsaj v tem Hegelovem branju pomeni v bistvu nek zgodovinski prelom. Za Hegla Antigona opiše v bistvu neko stanje duha v obdobju grške antike, ki pride do neke točke notranjega preloma. Ta grška antika se od znotraj zlomi
In Antigona je v bistvu ime tega dejanja, ki je sprožilo katastrofo, ki je sprožilo propad, ampak zanimivo za Hegla je to dobra novica. Za Hegla je to dobra novica v tem pomenu, da pač je mogoče napredovati v zgodovini samo skozi propad. Tako da evo, to bi bil drugi mogoče razlog, zakaj se mi zdi Antigona danes aktualna. Se pravi, ne samo zaradi spolne razlike, ampak tudi zaradi tega, ker na nek način smo se danes tudi, se mi zdi, da če beremo poročila, če poslušamo zgodbe o klimatskih spremembah in tako naprej, smo se tudi znašli na neki točki, ko nismo prepričani več, ne moramo biti več prepričani, da z znanjem, ki ga imamo, z načinom življenja, ki ga imamo, da se lahko izpraskamo ven iz te godlje, v kateri smo se znašli. In v tem smislu mogoče potrebujemo neko novo Antigono. Mogoče kar na to naslonim moje naslednje vprašanje. V knjigi zapišeš, da se je človeštvo znašlo v enem položaju, ko se more na novo iznajti ali propasti. Hkrati pa napišeš, da je to tesno povezano z Antigono. Kako? Ja, se pravim. Z Antigono neposredno gotovo ne, v tem smislu, da nam branje Antigone pač ne more pomagati razrešiti niti sedanjih vojen, niti pač podnebnih sprememb. Na ta način si seveda, na neposreden način si ne moramo pomagati. Mislim pa, da je lahko branje Antigone kljub vsemu koristno natančno v tem pogledu, no, da vsaj v tem heglovskem branju tega Sofoklevega teksta in celotnega mita, da Antigona vendarle izrazi neko prelomno točko znotraj sveta, v katerega poseže. Se pravi, Antigona je hkrati del svojega grškega sveta in obenem z svojim dejanjem v resnici seže onstran tega sveta. In če je to tisto, kar si želimo, ne pravim, da je to nujno, ampak recimo, da tako pogledamo na sedanji svet, da res potrebujemo neko relativno radikalno spremembo, potem je morda Antigona lahko neko splošno ime za tako spremembo. Zanimivo je tudi tvoj odgovor na vprašanje, ali nam lahko branje Antigone pomaga prebroditi današnje probleme. In seveda vsak bralec bi verjetno pričakoval, da v knjigi, ki pa nagovarja Antigono, bo odgovor da, seveda, če jo beremo na takšen in takšen način. Tvoj prvi odgovor je, da nam sploh ne more pomagati. Jaz mislim, da je glede tega treba biti res iskren. V današnjih branjih klasičnih tekstov je zelo popularno v bistvu za nazaj opisovati, a lahko najdemo zdaj prvi primer tega, ko so se klasiki dramatike začeli ukvarjati s podnebnimi spremembami. Res, to je tako nek trend znotraj branja v literarnih vedah in tako naprej. In kar se mi zdi narobe pri tem trendu je, da na nek način povsem brez potrebe opisuje neke današnje probleme v neko prejšnjo dobo. Mislim, da je možno do podobnega rezultata priti na boljši način, no? Da je možno enostavno tekstu pustiti do besede in da se bojo ene stvari mogoče vseeno skristalizirale, ki bojo za nas danes pa koristne. No? Ja, zdaj vsekakor vsi, ki poznamo Antigono, vemo, kaj je tista srčika dela in to je v bistvu pokop brata. In zdaj v tvojem eseju lahko zaznamo nekaj dokaj drznih tez, ki pa se nanašajo v bistvu na našo civilizacijo in pa hkrati na ta akt, ki ga je Antigona izvedla. In zdaj zapišeš, da morda naša civilizacija ne potrebuje postopkov oživljanja, ampak zgolj nekoga, oziroma ampak zgolj to, da se spodobno poslovimo od nje in da z Antigono morda potrebujemo le nekoga, ki jo bo pripravljen dostojno pokopati. Kakšna je torej prihodnost? Ta izjava je mišljena dosti bolj optimistično, kot mogoče zveni. Hočem reči, ja, seveda, če smo si kaj zapomnili od naših branj Antigone, potem je to, da na nek način je zanjo osrednja naloga pač nek ritualni pogreb brata, ki je ostal brez pogreba. Ker pač je dekret državni tako odločil. In njena ključna naloga je vseeno pokopati tega brata in jasno, prvi razmislek v zvezi s tem je, zakaj je pogreb sploh pomemben. Zakaj je pogreb nekaj, kar se kateremu koli človeku, v katerem koli zgodovinskem obdobju se je sploh zdelo nekaj, s čimer se mora ukvarjati. Ker tako, večinoma se
večinoma čutimo v bistvu smrt bližnjega kot svoj lasten problem. Mislim, dejansko, empirično, faktično tako je. Ampak zakaj je tako? Kaj je tisto, kar je v pogrebu takega, da na nek način nas nagovarja v celoti, da nas odpre neki metafizični kategoriji, da ta metafizična kategorija ima nujno tudi neke politične implikacije. To je neka tema, ki jo Sofokles naslavlja, to je neka tema, ki jo tudi Hegel vzame, no? In mogoče Hegelov odgovor tukaj ni slab. No? Hegel vidi v pogrebu, zlasti pogrebu, ki ga izvede nek družinski član, ko pokoplje mrtvega sorodnika, v tem vidi nek način, kako se družina v bistvu povzdigne v duhovno skupnost. Če je družina neka naravna skupnost, pravi Hegel, da je ta pogreb mrtvega sorodnika nujen. Zakaj? Zaradi tega, ker je šele v pogrebu zatrjeno, da je tisti, ki je umrl v resnici, da ni bil samo neka naravna eksistenca, da ni bil samo nek skupek organskih delov, ampak da je bil človek kot duhovno bitje. Tako da na nek način, če hoče družina v bistvu se povzdigniti iz neke naravne skupnosti med krvnimi sorodniki, če se hoče povzdigniti v duhovno skupnost, v polnem pomenu izraza, potem je pogreb v bistvu absolutno temeljen. Absolutno temeljen, ker je šele v pogrebu zatrjeno, da je tisti, ki je umrl, bil človek, del duhovne skupnosti in ne zgolj pač, ne vem, list, ki je odpadel z drevesa. Tukaj se morda lahko naveževa tudi na to naravnost pri Heglu. Joj, oprosti Igor, samo to sem hotel povedati, kakšno zvezo ima zdaj to za tem, zakaj je to dobra novica, če smo prišli do trenutka, ko moramo morda se samo posloviti od naše lastne dobe. Ja, ker to slovo, ritualno slovo, pogreb je kakorkoli grozen in težek in tako naprej, je vendarle nekaj, kar moramo narediti. Se pravi, če vidimo neko umirajoče truplo, ki je naše lastno na nek način, ki pripada nam, ja, en način je poskusi oživljanja, poskusi šivanja dodatnih rok, dodatnih organov, dodatne krvi in tako naprej, ampak na neki točki se moraš dostojno posloviti od tistega trupla. In če smo res že na tej točki, potem pogreb sploh ni nujno slaba novica. Je težko, ampak nas lahko odpre za prihodnost. Zdaj, Antigona se odvija v nekem razcepu med človeškim in božjim zakonom. Morda, če preberem tisti odlomek iz Sofoklesa, ne? Super, pa ga morda potem malo pokomentiraš. Saj ni bil Zevs, ki je dal tak razglas, pravičnost, ki z bogovi biva v hadu, ni takšnih vsilila ljudem zakonov. Vem, da razglas minljivega človeka nima moči, da omaje neomajne in nenapisane bogov zakone. Njih zakon ni od danes, ne od včeraj, na vek velja, nihče ne ve od kdaj. Kako bi mogla v strahu pred človekom kršiti ga, da s tem si Božjo kazen nakopljem? Da zapisana sem smrti, sem vedela že brez razglasov tvojih. Če prej umrem, si štejem le v dobiček. Kdor kakor jaz živi v samih tegobah, temu prinese smrt le čist dobiček. Če mi odmeriš smrt, me ne boli. Bolelo bi me le, če bi pustila, da truplo bratovo nepokopano trohni. Nič drugega me ne boli. Če se ti zdi norost, kar jaz počenjam, je, kot bi norec mi norost očital. Zdaj, mogoče v tem delu bi bil najbolj tak tisti, ki izstopa zakoni bogov in pa zakoni človeka. Ja, mislim, da je to definitivno, tega se spomnim še iz srednje šole, tako da sem prepričan, da se tudi vi spomnite te razlike med človeškim zakonom in božjim zakonom. In Antigona tukaj v odgovoru Kreonu se dejansko sklicuje na, dobro, vsi razumemo, da si ti kralj, da ti ukazuješ in tako naprej, ampak ti si samo človek v tem smislu, to nekako se zdi, da trdi. Na drugi strani so pa bogovi, katerih zakoni so pa večni, oziroma niso sploh časovni. Tukaj je dosti zanimivo, da reče, nihče ne ve, od kdaj so. Ti zakoni, na katere se ona sklicuje, veljajo od vedno. Enostavno so. Enostavno vsi vemo, da tisti zakoni veljajo. Tako da ja, to je v resnici ena od najbolj znamenitih formulacij božjega zakona, ki so se kadarkoli pojavile v zahodni civilizaciji.
in jo redno navajajo, no, vsi, ki se ukvarjajo z pojmom Božjega zakona. Zakaj, kaj je pri tej formulaciji zanimivo, kaj iz tega naredi Hegel? Hegel iz tega naredi v resnici neko tezo o nečem, čemur v nemščini reče Sittlichkeit, in kar navadno v slovenščino prevajamo kot naravnost. To je malo taka starinska beseda, nenavadna, ampak lahko pomeni tudi samo nekaj takega kot spodobnost ali pa uljudnost. Ali pa Šege, običaji. Ali pa šege in običaj. Enostavno običaj je, da če nekdo umre, se ga pokoplje. Tako pač enostavno je. Nihče ni tega zapisal, ni treba tega zapisati na nek način. V današnjih zakonih mislim, da celo morda je to, ki je zapisano. Tega nisem šel preverjati, ampak v principu tako enostavno je. In Hegel se tukaj sklicuje na eno celo paleto zakonov, ki obstajajo natančno na ta način, da sploh niso nikoli potrebovali tega, da bi bili zapisani, da bi bili artikulirani kot nek izrecni zakon. In ja, temu reče naravnost. In če pogledamo, kako ljudje vsakdanje živimo, v resnici v glavnem živimo v svetu naravnosti. Naravnost je lahko naravnost je lahko to, da če nekdo umre, se ga pokoplje, ampak naravnost je lahko tudi, da če nekdo vstopi v prostor, da pozdravi tiste, ki so tam prisotni, ali pa da pridrži vrata naslednjemu in tako naprej. Skratka, to kar šteje pod spodobnost, so lahko tudi popolnoma vsakdanja banalna ravnanja, katerih kršitev niti ne bi bila kazniva. Skratka, če nekomu ne pridržiš vrat, to ni kaznivo dejanje, je samo res grdo. Neotesano. Neotesano, ja. In na nek način je to kršitev neke primarne spodobnosti, ni pa to nujno kršitev zakonov. In skratka, Hegel pravi, da tudi če ne razmišljamo o teh kategorijah, zdaj Božji zakon, človeški zakon in tako naprej, še vedno lahko opazimo delovanje teh dveh različnih zakonitosti, etičnih zakonov, etičnih imperativov, če hočete, ki veljajo tudi v sodobnih družbah, ki so družbe seveda zakonov in tako naprej, eksplicitno zapisanih zakonov. In na kak način se te naravni zakoni pri Heglu navezujejo na Antigono? V bistvu nekaj malega si že rekel o tem, v bistvu razlika. Oziroma, kaj je naravno življenje nekega ljudstva? Hegel tudi recimo uporablja ta termin. V bistvu, kaj bi to pomenilo? Ja, Hegel v resnici nekoliko pervertira to običajno razumevanje Božjega zakona pa človeškega zakona. Tudi nekoliko pervertira v bistvu Sofoklove besede tukaj v Antigoninem monologu oziroma njeni repliki. Antigona namreč pripisuje Krevnu samo človeški zakon, kot da je to nek zakon, ki je manj vreden od Božjega zakona, češ tvoj zakon je zakon enega posameznika, nekega človeka, moj zakon je pa zakon bogov, večnih in tako naprej. Hegel pa pravi, da v bistvu tudi človeški zakon sodi v območje naravnosti. Tudi človeški zakon je na nek način del spodobnosti. Zakaj? V kakšnem smislu? Ko govori o tem, o šegah in običajih, ki veljajo v nekem ljudstvu, seveda ne govori samo o teh, kako bi rekel, dramatičnih zakonih, kot so zakoni tega, da pač, ko nekdo umre, se ga pokoplje, ampak tudi o popolnoma vsakdanjih zakonih, ki smo jih prej omenjali. Se pravi to, da pač, če starejši od tebe govori, si ti tiho in tako naprej. Ne? Če moški govori, moraš biti kot ženska tiho. To je bil tudi v Grčiji eden od zelo klasičnih zakonov, ki so veljali za spodobne. Danes se temu seveda lahko samo smejemo, zdi se nam absurdno, zakaj je to bilo običajno, ampak takrat je to res bil običaj. Še danes je marsikaj običaj, da če starejši govori, mora mlajši biti tiho, ne glede na to, kdo je katerega spola. Kakorkoli že, obstaja neka običajnost, nekaj, kar sodi k šegam in navadam, in to vse Hegel imenuje svet naravnosti, kar vključuje skratka tako človeške zakone v smislu tega, kako je urejeno življenje v državi, in Božji zakon, ki ureja v resnici, vsaj pri Heglu, izključno vprašanje pokopavanja družinskih članov. Skratka, pri Heglu je obrat v tem, no, da nimaš nasprotja med začasnimi zakoni ljudi na eni strani in večnimi zakoni bogov,
ampak imaš v resnici samo večne in nezapisane zakone. Vsi ti zakoni so večni in nezapisani, samo da tisto, kar on imenuje človeški zakon, se navezuje na vprašanje vladanja v neki državi, medtem ko tisto, kar imenuje Božji zakon, se nanaša pa izključno na vprašanje pokopavanja mrtvih, ki pa ne sodi v območje polisa, v območje države, ampak v območje družine. To je recimo da Hegelova inovacija. In tukaj sva že odprla vprašanje razmerja med polisom in oikosom, med državo in družino. Nekaj malega si omenil tudi že odnos med moškim in žensko. Zdaj, kakšno vlogo ima pri branju Antigone spolna razlika? Mogoče, če preberem tudi ten del, a kjer cvete država, prvi temelj blaginje je pokorščina. Tako nam treba je braniti red, nikoli pred žensko se ukloniti. To govori Kreon, da ne bo pomote. Ja, to Kreon. Če že treba, je bolje, da nas zrine moška pest, kot da nas razglase za hlapce žensk. Ja, Kreon se zelo eksplicitno, mislim tako, tisti, ki ste pozabili na to, Kreon se zelo eksplicitno, skoraj boji se žensk. No. Živčen, histeričen praktično rata. To skratka, da mlajša ženska ni tiho od takrat, ko on govori, ga čist vrže iz tira. Zdaj ta lekcija za nas sodobnike Antigona in njeno dejanje je na nek način tudi kako zavzeti mesto subjekta in s tem svojim dejanjem povzročiti nek zgodovinski prelom. Kaj je mišljeno s tem zgodovinskim prelomom v Antigoninem dejanju? Ja, to je kar veliko vprašanje, ampak recimo, da če sledimo Hegelovemu branju, no, in jaz sem mu, no, priznam, streljajte me, Hegelovec sem, Hegel poskuša v bistvu izpeljati nek prehod od grške antike k rimski antiki. In zato se v bistvu obes na vprašanje naravnosti kot nekega etičnega življenja znotraj grške skupnosti, in poskuša utemeljiti, kako je duh, kot on temu reče, ki se pretaka skozi zgodovino, kako je duh prešel nekako od Grkov k Rimljanom. Rimljani pa, če vemo, da so bili zakaj, če Rimljane po čem poznamo, potem jih poznamo po rimskem pravu. Vsi, ki so kdaj študirali pravo, če imate kakšne kolege pravnike, boste vedeli, da so imeli v prvem letniku najtežji izpit je bil rimsko pravo. Skratka, če kaj vemo od Rimljanov, je bilo to, da so imeli pa res jasen rimski zakonik. No. In nekako poskuša pripeljati skozi v bistvu branje Sofoklove Antigone in še nekaterih drugih tragedij, poskuša pripeljati v bistvu duha, to, kar on zasleduje v tej sloviti knjigi o fenomenologiji duha, poskuša ga pripeljati skratka od grške antike k rimski antiki. In ja, to je seveda nek zgodovinski prelom in on pravi, da do tega zgodovinskega preloma pride kako? Na nek način ne tako, da so Rimljani pač porazili Grke, ampak tako, da se je grški duh sam zlomil kot nekaj, kar je obstajalo in vladalo in se je moral v bistvu ponovno roditi kot nekaj drugega, kot nek nov duh. Skratka, to je osnovna, kako bi rekel, Hegelova šablona. Brez tega se upravičujem, če vas je to zelo zdolgočasilo, ampak to je neka osnovna šablona tega Hegelovega razumevanja zgodovinskega poteka, brez katere je v bistvu težko upeljati, v kakšnem smislu je Antigona neko ime za prelom, za zgodovinski prelom. Skratka, poskušamo pripeljati od ene zgodovinske epohe k naslednji zgodovinski epohi, no in Antigona ne bi bila, vsaj v mojem branju pri Hegelu, ime tistega subjekta, ki je to mesto sploh zavzel, namreč mesto subjekta, ki je sploh samega sebe v nekem trenutku prepoznala, a je to hotela ali ne, kot subjekt. To njeno dejanje, karkoli je bilo, o tem lahko v nadaljevanju še več rečem, ampak njeno dejanje je sprožilo v bistvu neko katastrofo, iz katere se Kreon nikakor ni več mogel izmotati, in ki je v resnici pokazala na neko notranje protislovje v samem tem na videz harmoničnem svetu grške antike in skozi propad, v bistvu skozi obelodanitev, da tako rečem, tega protislovja, je grški svet propadel in lahko se je rodil nov duh. Ampak zdaj sem v nekaj besedah povzel zelo dolgo zgodbo, upam, da ste imeli kaj od tega. Malo smo prej že omenila oikos in polis. Če bi mogoče najprej razložil oba pojma in
na kakšen način jo najdemo v Antigoni? Bom, ampak zdaj sem se malo razumel, tako da se bom slekel najprej Jopič, če dovoliš. Oikos in polis, družina in država. Ja, za Hegla sta v bistvu to dve instituciji, ki nekako definirata v bistvu tisto, kar poimenuje grška etična skupnost. Družina in država. Na nek način se vse odvije v tem dvojcu. Kdor je bral Aristotela, je kdo bral Aristotela in njegovo politiko? Za enega gospoda vem, pa še ne par jih je bral Aristotela. Če ste brali Aristotelovo politiko, potem veste, da ima on vmes še en element, komoj, vasi, neki vmes ima še med oikosom in polisom, ampak v principu je Heglovo branje bolj ali manj, po mojem mnenju, se bolj ali manj drži v bistvu Aristotelovega pojmovanja politike, tega, kar on imenuje politika. Skratka, Hegel si ne izmišljuje teh pojmov. Ti pojmi so dejansko bili del same grške misli o sami sebi. In ko jo upelje, jo pa vendarle malo tudi po svoje upelje. V tem pomenu, da razume v bistvu, da jo razume kot neki instituciji, ki sta v nekem dinamičnem razmerju. Dinamičnem razmerju v tem pomenu, da drugo ves čas hkrati spodjedata in nagrajujeta, ali pa drugo dopolnjujeta in drugi v resnici na nek način daje ta material za obstoj. V nekem zelo dobesednem smislu družina je tisti, je naravni del te skupnosti, kjer se porajajo na naraven način, kjer se porajajo pač novi člani polisa, novi člani te skupnosti. Polis pa poskrbi, da ti ljudje umrejo. Torej Hegel reče. Polis pa poskrbi, da so dovolj pogosto na sporedu vojne, ki poskrbijo za trupla. Mislim, na neki točki je tukaj Hegel že skoraj ciničen in dokler ne izkusiš, da v svetu res kar naprej so vojne in dokler se ne spomniš, da so te grški polisi vedno res bili v neki vojni z drugimi grškimi polisi, v bistvu pa misliš, da odkje je Heglu ta ideja. Ampak tudi to je neka tema, o kateri bova morala še kaj reči, namreč o vprašanju, zakaj je vojna tako zelo pomembna za Hegla, za Heglov pojem države, zakaj država na nek način potrebuje vojno, zato da obstaja. Ampak zaenkrat reciva, da je to samo njegova pač hipoteza, ki jo tukaj postavi. Skratka, na eni strani imaš družino, ki generira nove ljudi in ki poskrbi, da tisti, ki so umrli, da so pokopani in s tem priznani kot zares ljudje. In na drugi strani imaš državno skupnost, ki sprejme v svoje vrste člane, specifično moške člane, značilnost za grško, celo grška demokracija je veljala samo za moške, če se kdo ne spomne. In producira na koncu tudi, kako bi rekel, izkušnjo smrti, neposredno izkušnjo smrti. Skratka, to je, kako bi rekel, celoten opis te domnevno harmonične grške skupnosti, znotraj katerega se skristalizira tudi spolna razlika, no? Če zdaj to na hitrico skicirava, in kjer postane v bistvu ženska na nek način, to je že skoraj zveni tako ultra stereotipno, ne? Ženska postane zavetnica družine in božjega zakona, moški pa postane v bistvu zapusti družino in postane polnopraven član polisa. Dobi volilno pravico v Atenah, postane vojak in umre. Ki pa sta radikalno soodvisna drug od drugega. Točno tako. Enega brez drugega ni. V tem je neka kvazi harmoničnost tega razmerja. Skratka, da polis ne obstaja brez oikosa in da tudi oikosa brez polisa ni. To je v bistvu Heglova, lahko danes rečemo, antifeministična teza. Skratka, da na nek način, da je sploh možno nekaj takega kot harmonija, kot neko ravnovesje med dvema institucijama, ki sta spolno razdeljeni. Morda se vseeno dotakneva kar zdaj že pojma vojne pri Heglu, oziroma tudi pojma vojne na splošno, ker sama dikcija Heglova
je z današnjega vidika zelo nenavadna. Se pravi, vojna kot tisto, ki poskrbi, na nek način vojna poskrbi za to, da stremimo k nekemu večnemu miru. Ni miru brez vojne. Mogoče tudi, če preberem tukaj en del iz tvoje knjige, pa potem malo to še razdelava. Duh se sicer razčleni v množstvo posamičnih oblik civilne družbe. Toda kot celota in kot nekaj enotnega, kot nekaj enega, mora obenem te razčlenjene posamične oblike biti zmožen spet utekočiniti in jih ponovno združiti v eno substanco. In potem nadaljuješ, v resnici sta bili nravstvena nujnost vojn in kritika večnega miru pri Heglu povsem konsistentno stališče v okviru meddržavne teorije. Kak je on videl vojno? Ja. In zakaj? Ja, jaz mislim, da je to res ena od tistih grenkih pilul, no, pri Heglu, ki jo moramo pogoltniti. Zakaj? Zaradi tega, ker se mi zdi, da spontano smo danes veliko bolj nagnjeni k idejam, ki jih je recimo Kant zapisal kot ideje večnega miru. Kant je dejansko napisal nek spis o večnem miru, ki ga sicer lahko bereš tudi kot rahlo ironičnega, ampak vendar, se pravi, na nek način je formuliral razsvetljensko idejo, da če kaj človeštvo zmore, potem bi moralo biti zmožno v bistvu večnega miru. Si reči, pa dobro, a je res, te vojne vemo, da so v končni fazi butaste, mislim, ne glede na karkoli, ne more se nič dobrega iz tega izcimiti. In a ne bi bilo bolje, če bi na nek način enostavno jih nehali se iti. In zdi se mi, da zlasti po izkušnji prve svetovne vojne in potem še druge svetovne vojne, smo ljudje tudi, ne vem, človeška civilizacija nasplošno bi lahko rekel, uvedla nekaj institucij, kot so Združeni narodi, ki ne bi skrbeli natančno za to, da vojn, če jih le ni treba, jih ne bi bilo, če pa že so, da se vsaj nekih osnovnih civilizacijskih norm držijo. Skratka, da nikoli ne bi mogli priti do tega, da bi neka vojaška grupacija začela klati civiliste, ker vse vprek, ali da bi neka druga vojaška formacija izklopila vodo 2 milijonoma ljudi. To se pač, človeštvo bi moralo biti zmožno reči, da tega se pač ne gremo. Zakaj nismo tega zmožni? Očitno tega nismo zmožni kot človeštvo. In tukaj skoraj se pokaže, pa kakor nam to ni všeč, da je imel Hegel bolj prav. Da na nek način, tudi če rečemo, da je večni mir nek nujni cilj človeške zgodovine, nek nujni cilj, k kateremu stremimo, a to hočemo ali ne. Tudi če to rečemo, še nikakor ni zagotovljeno, da je večni mir nekaj, kar bomo lahko dosegli že zgolj s tem, da si bomo to želeli. In da bomo rekli, zdaj pa imejmo mir, zdaj pa si sezimo v roke in bo vse lepo in v redu. Ne bo. Miru na ta način ne bomo nikoli dosegli. Miru s tem, da bomo gledali nasilje in odgovarjali z rožicami. Hegel res ni bil hipi, dajmo tako reči. Hegel res ni bil hipi in res ni verjel v to, da je mogoče enostavno reči make love not war. Enostavno na nek način je ta odgovor prehiter, premalo zadovoljiv in ne zadane resničnosti v bistvu tega, kar se dogaja. Še več, na neki ravni je bil Hegel celo do te mere ciničen, da je v skladu z njegovo trditvijo bolj ali manj mogoče reči samo to, da če se je kaj v zgodovini pokazalo, se je, da kadar se uveljavi neka nova ideja, je to vedno moralo iti na račun posameznikov, ki so bili žrtvovani na oltarju od ideje. Na nek način so človeške strasti poganjale ljudi v boje in ti boji so rezultirali v neko idejo, ki pa pač morda sploh ni bila nek eksplicitni cilj nobenega od tistih, ki so se bojevali. Zdaj, mogoče en medklic samo. Na tem mestu se nam neobhodno nekako prikrade vprašanje teodiceje, se pravi, zakaj trpi pravični. Iz Stare zaveze vemo, da je najbolj tipičen primer tega Job, tudi Hegel se ukvarjal s teodicejo. In kje je zdaj ta smiselnost trpljenja posameznika v takšnem pojmovanju človeštva, ker je vojno stanje nekaj kontinuiranega?
Ja, res nas boli. Pač priznajmo si, da nam je vsako poročilo, ko preberemo, da pač umirajo otroci, da jih je nekdo kar pobil, ali na ta način, da jih je postrelil, ali pa da jim je odklopil vodo, to nas boli. Mislim, da si moramo to priznati. Vprašanje, ki ga poskuša Hegel nasloviti, je seveda vprašanje te Odiseje. Namreč, zakaj sploh zlo obstaja? V krščanski tradiciji je bilo to vprašanje seveda vprašanje, ki je bilo logično zato, ker je bila osnovna domneva ta, da prvič Bog obstaja, drugič, da je Bog vsemogočen in tretjič, da je Bog dober. Če je vse to troje res, kako hudiča, zakaj potem obstaja zlo? In rešitev, ki je znotraj krščanske misli v bistvu se v končni fazi formulirala kot ideja te Odiseje, to ime je dal Leibniz, ne da bi bilo to strašno pomembno, pa vendar ta ideja, ki je bila ideja Božje previdnosti. Skratka, ideja tega, da ljudje enostavno ne poznamo svoje lastne prihodnosti. Ne samo prihodnosti, ampak svoje lastne zgodovinskosti. V tem smislu, da nam je ne glede na naša dejanja, ne glede na naše strasti, želje, boje, da nam je na nek način, da nimamo nadzora nad tem, kaj se bo z nami zgodilo. In ker nimamo tega nadzora, tudi seveda ne moremo vedeti, da to zlo, ki ga mi vidimo kot radikalno zlo in neupravičljivo zlo, vendarle vodi do nečesa, kar bi utegnilo biti dobro za vse, za človeštvo, za vesolje, za svet. Skratka, znotraj krščanske misli je bila ta Odiseja v bistvu način, kako pojasniti vprašanje zla, in je bila tudi že ideja, ki je v resnici upoštevala pojem zgodovine. In Hegel, če je bil filozof česa, je bil natančno filozof zgodovine. In on je seveda v svojem pojmovanju zgodovine absolutno se navezal na ta pojem te Odiseje, pri čemer je seveda dal, kot vedno, svoj zasuk. Njegov zasuk je bil v tem, to temo pa sva zdaj že neparkrat načela, da ja, navsezadnje vojne v resnici so nujne v tem pogledu, da natančno skozi vojne se uresničuje načrt, da tako rečem. Se pravi, skozi vojne se rojevajo ideje. Če kdo je bral v bistvu te Hegelova predavanja o filozofiji zgodovine, je naletel na neke odlomke, sploh tam v uvodu, ki so glede tega res kar okrutni, da tako rečem. No, na nek način duh lahko napreduje in ideje se lahko uveljavljajo v svetu samo na ta način, da so ljudje krvaveli. Če ni bilo resničnih žrtev, če ni bilo resničnih strasti, ki so bile pokopane, potem na nek način tudi ni bilo nobenih idej, ki bi bile uresničene. Glede tega je Hegel res v resnici dramatičen mislec. No? Kar nam hoče povedati je naslednje, da mi se ne moramo kar zdaj spomniti, da a ne bi bilo lepše, če bi pa svet bil urejen tako pa tako. Na noben način se sveta ne bo dalo urediti bolje, če bomo razmišljali na tak abstrakten način. Edini način, kako svet postane boljši, je, da se taka ideja uveljavi na način, ki bo prinesel krvave prelome. In to je nekaj, kar seveda bojo marksistični revolucionarji vzeli za svojo misel, pač enostavno bojo rekli, da ja, revolucija je krvava, seveda, nihče ne pravi, da bomo metali rožice, po drugi strani je pa to pač edini način, da se sploh kaj spremeni. Po drugi strani je pa seveda tudi popolnoma v skladu s krščansko mislijo to, kar Hegel na vse zadnje pravi. Mislim, na vse zadnje je tudi znotraj krščanske misli Jezus dober primer te Odiseje. Mislim, na vse zadnje je Jezus osnovni primer te Odiseje. Zakaj točno je moral trpeti? Zato, da je odrešil svet. Grehe tega sveta. Ja. Mogoče greva zdaj na eno izmed temeljnih razmerij, ki seva iz Antigone. Se pravi, to so razmerja med odnosi starši, brat, otrok, sestra. Če preberem ta odlomek, pa ga morda potem pokomentiram, ker je eden izmed, se mi zdi, najzanimivejših Antigoninih monologov. Misliš tisti Antigonin monolog, tik preden jo odpeljajo in jo pokopljajo? Ja,
Ja, v bistvu ja, Okay. če se ga lahko. Jaz ne bom celega bral, ker je kar dolg, ampak samo ta del. Jaz ne bi tvegala nikoli, ne za otroke, če bila bi mati, ne za moža, če mrtev bi trohnel, kako naj ti to misel pojasnim. Če mož umre, lahko se najde drugi. Če sin, za njim rodi se drugi sin. A kadar starši ti ležijo v grobu, nikoli več na obrat ti ne vzcveti. V teh parih vrsticah v bistvu na en tak močen način izrazi to razmerje znotraj družine. Ja. Jaz bi mogoče samo, vsi vemo za ta odlom, ker res je najbolj slavnih v Antigoni, ampak samo to, da si prezentno predstavimo kontekst tega. Skratka, Kreon se je odločil, da bo Antigono kaznoval, da jo bo dal živo zakopati v jamo in jo pošlje stražarji, naj jo odvedejo. Na kar si Antigona izbori, prav bo zdaj imela pa je svoj zadnji monolog. Nihče nič ne vpraša, ampak ona pove ta svoj monolog. In v tem svojem monologu nihče nič ne vpraša, pove, da ona pa ne bi žrtvovala svojega življenja za vsakogar. Nihče ni o tem vprašal. Nihče ni vprašal Antigona, a pa ti bi to za vsakogar naredila, ti bi vsakogar, kogarkoli bi želela pokopati, bi žrtvovala svoje življenje. Nihče ni potem vprašal. Ona sama pride in nam pove, veste, to sem naredila samo za svojega brata, za svojega moža ne bi tvegala življenja. Za svojega sina ali hči ne bi tvegala življenja. Zakaj nam je to povedala? To je en najbolj norih odlomkov v celem tekstu. Najbolj norih odlomkov, ki so tako zelo nori, da so se dolga stoletja ljudje mučili s tem odlomkom in enostavno niso vedeli, kaj naj z njim naredijo. Eden od slovenskih prevajalcev, Fran Albrecht, ti si zdaj bral iz Gantarja, ja. Fran Albrecht je enostavno črtal te vrstice, ki si jih ti zdaj prebral. Enostavno je rekel, kaj naj s tem naredim? To enostavno ne paše v tekst. Ona se je ves čas sklicevala na božje zakone, češ to pa res večno velja. In tudi spontano, tudi v Sloveniji se mi zdi, da se blazno bere Antigono kot neko zavetnico, neke univerzalne pravice do pogreba. In če je nekdo zaščitnik božjega zakona, bo verjetno skrbel tudi za moža in otroke. Ne? Zakaj bi ravno brata dal pred svojega otroka, naprimer? Kakšna logika je to? Kje je tukaj logika? Ne vidimo je. Ni logično in ja, Fran Albrecht je te vrstice enostavno vrgel ven. Dolga stoletja so se ukvarjali z vprašanjem, a je to pristno, da ni kakšen sovražni element teh vrstic upisal, ko je prepisoval Sofoklesa, ja, da je potem to kar dodal malo noter neko traparijo. Ne, konsens danes velja, da je ta del pristen, da je dejansko ga napisal Sofokles. In našli so celo neko referenco, mislim, da iz če ne iz Tukidida, pa iz onega drugega zgodovinarja, Herodota. Našli so neko referenco iz Herodota, kjer je dejansko pač Herodot potoval po svetu in našel neko žensko, ki je rekla, da je iz neke goreče hiše rešila samo svojega brata, da je dala pač prednost bratu pred otroki svojimi in svojim možem. Skratka, te zgodbe so seveda takrat brali, tako da dejansko so našli neko referenco, na katero se je Sofokles lahko skliceval. Ampak za nas, dobro, če pustimo zdaj te literarno-zgodovinske razprave, kaj hudiče je hotela s tem povedati? In jasno, da je to jedro, vsak, ki se je ukvarjal z Antigono, je moral imeti nek odgovor. Zakaj te besede Antigona izreče? Jaz mislim, da je Hegel tudi poskušal podati nek svoj odgovor na to vprašanje, in da se njegov odgovor skriva v pač poskusu razumeti, kaj sploh je institucija družine. In če tisti, ki je bral fenomenologijo duha, bo tam videl, da gre zelo natančno skozi to, da če poskušamo razumeti, kaj družina sploh je, in družino seveda razume skozi to vprašanje pogreba, o tem smo že govorili, ampak jo razume tudi skozi neka temeljna razmerja, ki se v družini lahko pojavijo. In jih ima tudi že Aristotel. Spet tisti, ki ste brali politiko, se boste spomnili, da ta razmerja ima že Aristotel. Mož in žena, očitno, pač ne moreš imeti družine, vsaj v tem grškem pomenu izraza ne, če nimaš moža in žene, ki skrbita za reprodukcijo potomstva.
Za Hegla je to razmerje med možem in ženo na nek način nepopolno, ker ga razume natančno skozi funkcijo reprodukcije potomstva. Skratka, vidi ga natančno kot neko vprašanje, on temu reče celo poželenje, mišljeno pa je seveda naravna reprodukcija. Skratka, tisto, kar ravno ni duhovna reprodukcija. Naslednje razmerje, ki ga ima tudi Aristotel, je razmerje med starši in otroki. Tudi tukaj je Hegel prav, da družina ne pride do neke svoje najpopolnejše oblike, zato ker starši in otroci so drug do drugega v razmerju vzajemnega priznavanja, ampak samo na način, da gledaš samega sebe v minevanju ali pa samega sebe v izginjanju. In res, mimogrede, tisti, ki imate otroke, vidiš nekako ta odnos. No? Mislim, ne vem, če ste imeli to izkušnjo, jaz sem jo res imel. Šele v razmerju med bratom in sestro, ki je tretje razmerje, ki ga Hegel tukaj vpelje v fenomenologiji duha, pride v bistvu oikos sam, družina do neke točke, kjer sta si eden in drugi v razmerju svobodnih individualnosti, kjer je priznanje brata in sestre popolno. To res Hegel zapiše v fenomenologiji duha, tega absolutno ne bomo najdel v Aristotelovi politiki in tega tudi v Hegelovih drugih tekstih ni. Tudi Hegel v drugih tekstih, dobro, to zdaj preveč podrobno, da bom govoril v katerih, no, ampak Hegel izključno na tem mestu v fenomenologiji duha sploh vpelje razmerje med bratom in sestro kot nekaj, kar ne bi sploh štelo kot nekaj pomembnega, ko govorimo o instituciji družine. Tukaj pa skoraj feministično pravi, da sta brat in sestra v resnici v pač razmerju svobodnih individualnosti. Brezpoželensko. On doda še brezpoželensko, kar je nekoliko problematično, seveda, ker vemo, da govorimo o Ojdipovi družini in je incest vedno namenil, da tako rečem. K temu se lahko absolutno tudi še vrneva. Ampak ja, to, kar hoče reči, vsaj po mojem, je, da brat in sestra nista nikoli v razmerju tega, da je njuna naloga, da producirata otroke. Sprav, če imamo brata in sestro, tudi če če se poročita, potem sta že mož in žena in je potem njuna naloga kot moža in žene, da producirata otroke. Kot brat in sestra pa ni njuna naloga naravna reprodukcija. Tako jaz razumem to. Zakaj pa ne brat in brat ali sestra in sestra? Ja, dobro vprašanje, kaj ne rečem. Hegel, tok, dobrodošel v 21. stoletje. Jaz mislim, da mogoče morava to malo tudi odpreti za publiko na tej točki. No. Zdi se mi, da je že kar dolg časa samo midva govoriva. Jaz osebno mislim, da če je kdo dovolj ziritiran ali pa če ga te teme dovolj prizadenejo, ne ima pravico kaj reči. No. Moj odgovor bi bil v tem smislu, zakaj brat in sestra? Zaradi Sofoklesa. Se pravi, zakaj Hegel tukaj govori o bratu in sestri? Zaradi Sofoklesa. Zaradi tega, ker poskuša natančno ta sloviti monolog, ki si ga prebral, utemeljiti. Kako lahko sestra reče, da bi tvegala v bistvu življenje samo za brata, ne pa za moža ali otroka? In Hegel poskuša odgovoriti, ne, da njeno razmerje do moža ni razmerje, ki bi njo samo v resnici v polni meri priznavalo. Njeno razmerje do otrok tudi ne. V resnici je samo in specifično v razmerju do brata ona sploh zares ona in njen brat zares brat. In zato se na nek način pokaže v bistvu jedro družine natančno razmerje med bratom in sestro. Ok, zakaj ne sestra in sestra, zakaj ne brat in brat? Seveda, mislim, zakaj ne? In na nek način bi bil moj odgovor, se pravzaprav o bratu in bratu je govora. O bratu in bratu v resnici je govora in v mitu, ko je govora o Polinejku in Etevklu in o tem, kako se sporazumeta, da bosta se izmenjavala za vladanje v Tebah. Ne sicer kot družinsko razmerje, ampak kot razmerje, ki je politično. No? Sestra in sestra, ja, vemo, da v Antigoni nastopa poleg Antigone še Ismena, ki ima nek drug pogled na sam problem.
Tako da v samem mitu je nedvomno veliko govora o sestri in sestri. Hegel se pa temu res, sestra in sestra res ni vprašanje, ki bi si ga Hegel zastavil. Jaz ga ne bom poskušal reševati. Ni moj namen, da zdaj poskušam za nazaj povedati, da Hegel je vendarle bil woke, nikakor tega ne mislim. Nikakor tudi ne mislim, da bi moral biti woke, pač bil je Hegel. Tukaj specifično pa res mislim, da se je loteval teh družinskih razmerij tako, kot se jih je. Ne zato, ker bi hotel predpisovati, češ družina je namenjena naravni reprodukciji. To ni njegovo stališče. On samo opisuje, kako je ta plemenitaška družina v Grčiji dejansko funkcionirala. In ja, vemo, da grške plemiške rodbine so dejansko bile, poroke so bile bolj ali manj dogovorne in izključen namen poroke in zakonskega stanu je bil ohranjanje plemiške rodbine. Skratka, ko Hegel to opisuje, opisuje v bistvu neko dejanskost, za katero vemo, da je taka res bila. Jaz mislim, da se Hegel tukaj ne ukvarja z predpisovanjem, tako kot imamo danes. Danes imamo veliko ljudi, ki bi nam zelo radi predpisovali, kaj pa oni mislijo, da bi bilo dobro. Mislim, da se Hegel ne ukvarja s tem. Mislim, da Hegel poskuša samo pojasniti, kako je družina funkcionirala v tem grškem svetu in zakaj je na vse zadnje ta grški svet propadel. Zakaj je na vse zadnje ta na videz harmonična rešitev, kjer je, ne vem, družina postala nekaj, s čimer, kar je, kako bi rekel, območje ženske, žene, sestre, polis je pa območje moškega brata. To je ravno propadlo. Hegelova poanta ni, dajmo imeti točno to pozicijo, dajmo zdaj vzpostaviti svet, v katerem bojo ženske skrbele za dom, moški pa za politiko. To je že bilo, pravi Hegel, prvič, to so Grki že imeli in drugič, to je že propadlo. To je že propadlo zaradi svojih notranjih protislovij. To je Hegelova poanta. Tako da Hegel je celo bolj woke, kot se nam mogoče zdi. No. Hegel nam v bistvu, če nam kaj pove, je to, da ta sistem je že bil, ja, zelo daleč nazaj in je že propadel. In šli smo naprej. Mogoče, ko sem bral tvojo knjigo, sem se nasmejal pri omembi Alenke Zupančič in njenega vica. Ona je rojena na 1. aprila. Tako da ob omembi Alenke Zupančič ni druge kot smeh. Ko zapiše, se v svojem branju Antigone opre na logiko naslednjega vica. Nismo ljudožerci, včeraj smo pojedli zadnjega. Super. Alenka Zupančič je tudi izdala svoje branje Antigone, ki je čisto drugačno od mojega. Moje branje se ukvarja v glavnem s Heglom, njeno čisto nič s Heglom, v glavnem z Lakanom. Ampak ja, ta vic, s katerim pojasni v bistvu Kreonovo logiko, je genijalen. Se pravi, če smem zdaj svoj omaž Alenki Zupančič izreči, bi rekel tako, da ko ona poskuša pojasniti, v čem je v bistvu radikalna problematičnost Kreona. Ker Kreon sam sebe predstavlja kot glasnika države, zavetnika v bistvu nekega državnika, ki poskuša ravnati kot vsak odgovoren, resen državnik, ampak pravi, da to zveni tako, kot če bi rekel ta vica. Tako kot če bi rekel, ne, mi pa ravno nismo ljudožerci, saj smo včeraj zadnjega pojedli. Na nek način ona pravi, da ves čas, ko Kreon nastopa kot državnik, v bistvu ves čas sam sebe kaže kot antidržavnika. To je njeno branje. Jaz bi rekel, da kar se Kreona tiče, se strinjam in bi celo rekel, da je tudi Heglovo branje gre v to smer, da pokaže, kako je na nek način pozicija v bistvu vladarja, če je samo vladar, na nek način nedokončana. Na nek način potrebuje svoj protipol v družini. Na nek način Kreon potrebuje svojo Antigono. No? To bi bila Heglova poanta. Tisto, česar pa Alenka Zupančič ne reče, ampak pri Heglu je pa to zelo očitno, je, da za Antigono velja enako. Da za Antigono velja enako, da ona, hkrati s tem, ko se sklicuje na neke večne zakone, pač enostavno tako je, mrtve je treba pokopati. Hkrati s tem, ko se sklicuje na neke večne zakone, jih tudi pervertira.
Hkrati s tem, ko pravi, da mrtve je treba pokopati, nam pove tudi, da sej ona drugače ne bi vseh mrtvih pokopala, ampak samo točno določenega mrtveca. To ne gre skup. In to so vsi opazili, tudi Judith Butler, recimo, ki je eksplicitno feministična bralka in Hegla in Sofoklesovega teksta. Ona recimo direktno reče, da oprosti, ampak Antigone ne moramo razumeti kot nekoga, ki bi te večne zakone jemal dovolj resno, da bi jih tudi izvajal. Ona ne zavzame pozicije univerzalnosti. Zdi se, da na začetku, ko tisto zabrusi Kreonu, da se ona ne boji zdaj nekega odloka, nekega človeka, ker ona spoštuje božje zakone, zdi se, da se sklicuje na neko univerzalnost, ampak v resnici jo krši. Mislim, v resnici na noben način ne moreš reči, da vzpostavlja nek zakon, ki naj univerzalno velja. Češ pokoplji samo svojega brata. To ne more biti obče veljavni zakon. Skratka, to, kar bi jaz dodal in kar mislim, da je Heglova poanta, je, da sta na nek način Antigona in Kreon v podobni poziciji soodvisnosti drug od drugega. Skratka, da na enak način kot Kreon v resnici je vladar samo tako, da na nek način zatira v bistvu žensko, kar tudi eksplicitno kar naprej govori, da dokler sem jaz živ, ne bo tu ženske vlade. Hkrati je tudi Antigonin v bistvu zastavek samo na vides univerzalen. V resnici tudi ona ves čas samo sebe spodkopava in na nek način tudi ona potrebuje svojega Kreona. Ko berem Mislim, da se marsikdo med vami z mano ne strinja, oziroma vsaj s Heglom ne. Tako da res, če bi kdo rad dvignil roko in evo, sem vedel. Ne gre. V bistvu ne gre za to, da se najbolj strinjam z vami. Me pa zanima, ker smo prej govorili, oziroma ste postavili vprašanje, kaj pa brat, sestra. Vem, da v času Antigone to najbrž ne bi bilo vprašanje, ampak danes vseeno me zanima, oziroma sem postavil vprašanje, kaj pa brat, sestra? A bi brat za sestro enako naredil, kaj je sestra za brat? Ne, mislim, da je absolutno super vprašanje. Rekel bi, nimam direktnega odgovora. Sofoklov tekst se s tem ne ukvarja, tako da vse, karkoli rečem, je ugibanje na nek način. No? Tisto, kar se mi zdi, da recimo je bilo ne samo za Sofoklesa, ampak tudi za Platona, recimo. In nasplošno verjetno lahko rečemo za Grčijo v celoti. Kar je bilo vedno zanimivo, je bila v bistvu herojska ljubezen. Se pravi, ljubezen, ki... Lepo. Upajmo, da vas ne bo ubil. Herojska ljubezen v tem pomenu, da gre onstran v bistvu neke ekonomske logike. Se pravi, ljubezen, ki ni koristna. Če rečeš, da si zaščitil svoje otroke in si rešil njihovo življenje, je to ena stvar. Če rečeš, da si zaščitil svoje starše, svoje ljubljene, karkoli, je to ena stvar. Tisto, kar je Platona in druge vedno fasciniralo, so bili primeri, ko je nekdo žrtvoval svoje življenje za nekoga, ki je bil že mrtev. Ker s tem nisi mogel ničesar pridobiti. In primer, ki ga v Simpoziju omenja Platon, je primer Ahila. Ne vem, zakaj ne omenja na tistem mestu Antigone. Omenja pa Ahila. Ahil je žrtvoval svoje življenje ne zato, da bi rešil Patroklovo življenje, ampak da bi rešil Patroklovo smrt. Zato je to herojska ljubezen. Ker je ljubezen, ki je v bistvu onkraj nekih, onkraj razmere tega, kaj je sploh možno koristno. Omenja tudi Alkestido, zato sem prej skoraj zamenil Alkestido pa Antigono. Omenja Alkestido. Alkestida je, če poznate to igro od Euripida, Alkestida je žrtvovala svoje življenje zato, da je rešila življenje svojega moža. Skratka, ona je umrla zato, da je njen mož lahko preživel. Kar je zelo visoko na ravni tega, kaj ljubezen zmore. Vsi jo zelo pohvalijo, ampak dajo Ahila še više. Zakaj? Ja, ker on pa ni rešil Patroklovega življenja.
ampak je rešil samo njegovo smrt. In zdaj, če se vrnem na vprašanje, na vaše vprašanje glede tega, a bi brat tudi žrtvoval življenje za svojo sestro, zdaj Če bi ali jo za njeno pokopal. smrt? Ja, pokopi. Pokopi so pri Grkih res bili domena žensk. To vemo je izpričano. No? Ženske so bile tiste, ki so umile truplo, ki so ga pač oškropile, obredno pripravile, moški niso smeli biti zraven sploh. Tako da na nek način to je bila žensko poslanstvo. Tukaj Hegel si ne zmišljuje v resnici, no? Ne pravi zdaj, mislim, res je tako bilo. Tradicija je bila, da so ženske v bistvu pripravile truplo in ga potem pač pokopali so ga seveda obredno skupaj. No? Ampak ženske so bile pa tiste, ki so skrbele, ki so imele stik z mrličem. Neka ta, kako bi rekel, čudaška logika je bila, da ženske imajo stik z dojenčki, z blatom, z krvjo, z rojevanjem življenja in hkrati z smrtjo. Neka logika je bila na tej ravni. No? Produkcija in smrt. To se mi zdi zelo zanimiva interpretacija. Hvala za to, na to v bistvu sam spontano še nisem pomislil. V Sofoklevem tekstu ne bi rekel, da je veliko materijala, ki bi to interpretacijo podpiral. Tudi v drugih tekstih se zdaj ne spomnim, da bi bilo, ampak se mi zdi zelo zanimiva interpretacija, no? Da na nek način se ona vmes med brata postavlja. V Sofoklesu v resnici ona niti enkrat ne omenja Eteokla. Ko govori o bratu, govori izključno o Polinejku. In tudi, če se zdaj poskušam spomniti Euripidovega teksta, se mi zdi, da tam govori recimo, Euripid omenja v bistvu kot motiv, edini možni motiv za Antigonino dejanje, da na nek način poskuša uresničiti tisto, kar bi moral že Ojdip uresničiti. A se spomnite, Ojdipu so, kot pravi mit, Ojdipu so rekli, da zate bi bilo pa veš kaj najbolje, če se nikoli ne prodil. Drugo najbolje, da čim prej umreš. To so rekli Ojdipu in pri Euripidu Antigona na nek način hoče to uresničiti. Skratka, na nek način ima ona neko direktno v bistvu soočenje s smrtjo. Ona je onkraj tega, da bi se ji ljubilo ukvarjati se z vsakdanjimi problemi, ona bo pokopala svojega brata in če bo umrla pri tem v redu, toliko boljš, prej bo upravljena. Tako je pri Euripidu. No? Ampak se mi zdi zanimiva vaša interpretacija, zaradi tega, ker na nek način poskuša v resnici unesti neko dualnost bratov, no? ki je pri Sofoklesu ni. Pri Sofoklesu je brat samo en. In ja, večinoma to razumemo kot pri Sofoklesu je samo Polinejk. Ja, sorry, ne, kar se opravičujem, nisem vas hotel prekiniti. Ste zihar, da niste hoteli še kaj reči? Ker sem čutil roko, videl sem roko, ne? Ok. Mi lahko Kreon in Antigona sklenila kompromis. To bi bilo idealno, ne? Za Kreona vsekakor. To je pri Žanu Anuju zelo lepo. Žan Anuj je v nekem trenutku napisal svojo verzijo Antigone in tam jo Kreon malo ne prosi, izrecno jo prosi, a lahko midva nekaj najdeva, da se rešiva iz tele zagate. Mislim pa, da najdemo namige za to tudi pri Sofoklesu. Skratka, da neke namige za to, da bi bilo Kreonu v resnici veliko lažje, če bi lahko vso krivdo zvrnil na začetku, v prvem pa drugem dejanju je blazno pomemben nek stražar, ki je totalno komičen lik. Mislim, da je to tukaj. Ja, nek tak butast stražar se pojavlja. Tukaj je, pa ti, Antigona, Kreon stražarju, ti se lahko pobereš, kamor hočeš, obtožbe prostci. Tukaj začne. Kje si to dekle zalotil? Ona ga je zagrebla, zdaj veš vse. V bistvu tega stražarja najprej ga skoraj da obsodi, da je bil on, pa so žrebali, kdo bo sploh šel povedati, potem pride naslednjič brez, da bi žrebali že to, zdaj pa jaz vem, kdo je bil in tukaj bi Kreon lahko, če jaz prav razumem, različne poti ubral. Kreonu bi bilo seveda bistveno lažje, če bi lahko za kršitev odloka obtožil krajnega stražarja tam. Mislim, ki ni bil niti plemič, niti njegov sorodnik in tako naprej.
to mislim, in tako, če rečemo, ne, z nekega vidika, v bistvu, kako bi neka država bolje preživela, mar ne bi bilo naravnost idealno, če bi se ona dva v bistvu zmenila, pa bi rekla, Antigona, lej, ti ga kar pokopaj, pa nobenemu ne povedati, prav? Sam da noben ne ve. In če se bo razvedel, bomo pa že našli stražar, ki je prišel povedati to, kar se je drznil me motiti, pa mi je to povedal, bomo rekli, da je kar on kriv. To bi bilo idealno, v resnici bi bilo idealno. Njegova bi obveljala, on je to prepovedal, pač slučajno je tako prišlo, da je zdaj tisto truplo pokopano, prav pa ne bo, ampak smo ga tudi kaznovali zdaj krivca. Problem je, ker problem, in tukaj prideva do bistva v bistvu tega, kaj Antigonino dejanje sploh je. Problem je tem, da Antigona noče biti tiho. Ponovitev. Tako, točno to, pride do neke ponovitve. Antigona reče, njeno dejanje je dosti bolj v tem, da je pač nekoga pokopala. Njeno dejanje je dosti bolj v tem, da je to svoje dejanje tako rekoč retorično ponovila, da je rekla, jaz sem bila, ok? Stražar je bil zraven, ko je to rekla, ne? Jaz sem ga pokopala. In potem še vpraša, še eno možnosti da. A pa si vedela za moj razglas, ki to prepoveduje? In jaz kar slišim, prosim reči, da nisi vedela, ker potem lahko rečemo, a ja ni vedela, no pa vse v redu, potem pa dobiš, ti bomo požugali, ampak bo v redu, a ne? In kaj naredi ona? Ona reče, seveda sem vedela, saj ni bil tajen. Skratka, še enkrat ga postavi popolnoma na hladno. Ne more se izmuzniti več. Kreon nima nobene nima častnega izhoda. Enostavno je soočen z tem, v kar se je zaplezal. V bistvu, na nek način je Antigona revolucionarka. Ona bi lahko zamolčala stvar in bi Kreon se lahko skliceval na Božje zakone. Jaz sem sicer dal razglas, ampak mislim, da mu ker so se pa bogovi tako odločili, ga bomo pa pokopali. In še tukaj je ona tako, mislim, da so celo zbor nekje na neki točki v bistvu malo sanja o tem, da le, če pa zdaj pride do pokopa, pa ne bomo našli krivca, bomo pa lahko rekli, da so bili bogovi, a ne? In pol je v redu, a ne? Pa smo rešili, nihče ni prekršil tvojega odloka. Skratka, vsi mu tako malo sugerirajo kakšne možne načine, kako bi se lahko zdaj on izognil temu absolutni katastrofi, v katero drvi. In ene od teh načinov, recimo to, kar mu servira zbor, ne, češ da, ja, zbor mu dobesedno to reče, glej, če bo pa se zgodilo, da bo pokopan, mogoče bojo bogovi, ne, a veš. Ampak reče, ne bojo nehi ti zbor, kle neki, nobeni bogovi ne bojo nobenega pokopali. Skratka, ja, kompromis bi bil možen, kompromis bi bil idealen za Kreona, ampak Antigona je na koncu tista, ki zavrne to možnost. In to je, mislim, da Judith Butler zelo dobro povedala. Tega Hegel nima tako lepo. Judith Butler pa zelo direktno reče, Antigonino dejanje je performativ. V tem čist filozofskem pomenu pri Austinu. Se pravi, njeno dejanje je natančno v tem, da je izrekla, da je dejanje opravila. Ni bistveno to, da je nekoga nekje pokopala, bistveno je to, da je v nekem trenutku javno izrekla, jaz sem bila, jaz sem naredila. To je njeno dejanje, da je to izrekla, nič drugega. Mogoče še, ne vem, če počasi se približamo zaključku, ampak v knjigi piše, da smo vsi otroci svoje dobe. Da v bistvu ne moremo na nek način Hegel pravi, v moji knjigi to piše, ne? To se pravi, parafrazira Hegla, ja. Ja. Da se iz zgodovine ne moremo ničesar naučiti. Mogoče zakaj se ne moramo naučiti zgodovine ničesar, kako se v bistvu ta misel razvija, ampak če je temu res tako, kje nas potem Antigona nagovarja? So kakšni momenti, ko jih lahko pa vseeno preslikamo v današnjo dobo? In pa še, s čem nas nagovarja Antigona bolj? Svojo držo ali svojim dejanjem oziroma naukom? Ja, kar veliko vprašanj, zelo kompleksnih. Zdi se mi, da delno sva na nje že odgovorila, tako da se bom skoncentriral predvsem na to zadnje vprašanje. Se pravi, ali gre nas nagovarja bolj z nekim naukom ali bolj z neko držo. In tukaj sem jaz 100% na strani drže. Se pravi, zakaj ne zagovarjam nekega nauka pri Antigoni? Zato, ker mislim, da ga je zelo težko izluščiti.
Zaradi tega, ker tudi če recimo rečemo, da očitno je nekako povezano z vprašanjem dostojnega slovesa, z vprašanjem pogreba, je absolutno povezan z smrtjo kot nečem, v čemer je človek sploh zares narejen za človeka, seveda, ampak kako točno to Antigona formulira, očitno ne v univerzalnih izrazih. Ne. V Sloveniji se mi zdi, da smo se zelo navadili Antigono, sploh takrat v 60-ih, ko so prišle tiste, ko je postalo javno znano, no, na nek način, da so ostala neka trupla po drugi svetovni vojni nepokopana. Ta tema je tako zelo zaznamovala naše branje Antigone, da zdaj včasih pozabimo, da pri Sofoklesu ni tako simpel. Pri Sofoklesu ne gre za to, da bi si Antigona želela zdaj vse ljudi pokopati na tem svetu. Sploh ne. Sploh ne. Ona pač ima zelo specifičen pogled na vprašanje pravice do pogreba. Tako da ta njen nauk na nek način ne obstaja oziroma je tako zelo zmuzljiv, da ga ne znamo v resnici artikulirati. V resnici je ta njena drža bistveno bolj pomembna, ne? In zato se mi je zdelo tako pomembno poudariti, da je njeno dejanje bistveno bolj v tem njenem performativu, v tem, da je sploh zavzela neko politično pozicijo. V bistvu je iz tega, da je bila apolitična, kot ženska je imela, jaz imam samo nalogo kot ženska, jaz sem ženska in imam samo nalogo, da pokopavam trupla. Skratka, iz nečesa na videz apolitičnega je naredila politični problem. To je tisto, kar je ona izumila. Da je tako rekoč, kot bi z neko subverzivno afirmacijo vzela nase, prav, sem pa ženska, če to hočete, v redu, bom pa pokopala brata, prav, tole je moja naloga, to ste mi dali, to bom zdaj tudi naredila in to boste zdaj vsi morali javno videti. Na nek način krevno v brk. Skratka, tisto, s čimer nas nagovarja, je na nek način prav ta vrzel, v bistvu praznina nekega vsebinskega nauka, ki bi ga ji lahko pripisali. In mislim, da je to tudi zadnji razlog, zakaj so skozi vsa različna zgodovinska obdobja, zakaj smo vedno znova ljudje radi brali Antigono. Ker je tako zlahka v bistvu upisati neko naše lastno stališče v njeno dejanje, v njeno v bistvu subverzivno politično držo. Ni revolucionarka v tem pomenu, da bi ona imela nek manifest, da bi ona rekla tako, zdaj imam pa jaz program, veste, jaz imam pa zdaj seznam ukrepov, ki bi jih bilo treba sprejeti, ne vem, volilna pravica za ženske in tako naprej. Nima nobenega programa. Ni jasno, zakaj točno ne bi se ona sploh zavzemala. Ona je revolucionarka res zgolj na čisti formalni ravni. In ta čisto formalna raven je v bistvu tisto, kar nam omogoča, da vstopimo v bistvu v njeno zgodbo. S tem nas nagovarja. Jaz bi, če mi dovoliš, za zaključek prebral zadnji odstavek iz tvoje knjige, ki vam jo zelo toplo priporočam branje. Preberite jo 2-krat, če imate voljo, ali celo 3-krat, vsakič nekaj novega. Igor je prej priznal, da jo je 3-krat prebral. Ja, nagovarja knjiga na različnih nivojih in zato je kar dobrodošlo, da se jo prebere več kot enkrat. Igor, kje bi se jo pa dal dobiti, če bi jo hotel danes človek kupiti, recimo, ali pa kakorkoli? Ja, lahko tam, mislim, da je kakšna tam zadaj, si jo lahko pridobite v zameno za kakšen dobrodošli prispevek. Lahko jo tudi v knjižnici si sposodite konec koncev. Ampak dajmo podpreti avtorje. Vsekakor se mi zdi to zmeraj lepa gesta, ker pisanje, razmišljanje in reflektiranje je trdo delo, čeprav marsikdo tega ne priznava, ampak temu je tako. In zdaj, če lahko preberem to, potem pa če ima še kdo kako vprašanje, v tvojem branju, tu piše sicer v mojem, ampak ne, je pomembno predvsem to, da nam ne glede na specifični razlog, zaradi katerega jo lahko prepoznamo kot junakinjo, kot nosilko dejanja, ne daje nikakršne obljube o srečnem koncu. Ali, natančneje, nam sploh ne daje obljube, da se bo z našim delovanjem kaj dokončalo. Ne gre le za tveganje, da bomo v svojem delovanju propadli in umrli. To bomo slej ali prej tako ali tako, mogoče celo večkrat.
Bistveno bolj gre za tveganje, da naše delovanje mogoče sploh nikoli ne bo bilo imelo smisla. S čimer hočem reči, da mogoče tista prihodnost, v imenu katere delujemo, sploh ne bo nikoli nastopila. Ta radikalna neodločenost prihodnosti, radikalna prekarnost zgodovinskega položaja, znotraj katerega delujemo kot potencialni subjekt, je ključni del pojma zgodovine, kakršna se razkrije v Heglovem branju Antigone. Za nas, današnje bralce, ki se soočamo s povsem specifičnimi zgodovinskimi okoliščinami, z okoliščinami, ki si jih nismo izbrali sami in na katere nas nihče ni pripravil, je etična in politična naloga, kakršno nam daje Antigona, nerazdružljivo povezana s sprejetjem tega tveganja. Sprejeti izziv, odločiti se, tvegati, vreči kocko. Super, sam ne bi mogel bolje napisati. Če ima še morda kdo kakšno vprašanje? Ja. Eno pojasnilno vprašanje, ne? Govoriš o Zitlichkeit pri Heglu in zdi se, da Hegel s pomočjo Zitlichkeit razloži Antigonino gesto, drži? Se pravi, pogovarjamo se o nečem, kar zadeva Božje zakone, drži? S tem, da jaz mislim, da pri Heglu to vključuje tudi človeški zakon. Zdaj, namreč, če je temu tako, ne, potem se mi zdi, da je zelo velika razlika med tem, da rečemo, da je Zitlichkeit, kot praviš, da nekomu pomagamo pripreti vrata, ne, spravi nekaj stvar omike, socialnih standardov, norm in tako dalje, in tem, kar naredi Antigona. Ne bi šli zelo hitro povezati, kako bi rekel, teh nenapisanih untrjugljih zakonov za tretiranje vrat. Prej bi povezali z nekimi socialnimi normami. To, kar stori Antigona, pa se mi zdi, da bolj zadeva nek status njenega prepričanja, da je to, kar bo ona storila, povezano z Božjo voljo. Se pravi, pogovarjamo se o tej dimenziji, običajno se pogovarjamo o tej dimenziji nečesa, kar Antigona vodi in kar ne posega v direktno človeške zakone, ja? In je nekako vodeno z nenapisanim zakonom. Se pravi, če je temu tako, ne, potem se pogovarjamo o nečem, kar zadeva samo naravo življenja. Ne? In recimo Tina Hribar v tipično govoru svetosti življenja. Če skrajšam, ali v tvoji koncepciji branja, Heglovega branja Antigone obstaja koncept svetosti življenja, ali ti pride prav, ali ti ne pride prav, ja? In ali je morda tako, da je mogoče koncept te svetosti življenja, pa recimo tega, kako se Antigona obnaša, povezati z vprašanjem, ki ga načne na končni fazi tudi Platon v dialogu Eutichon in zadeva ta naš položaj vizavi Bogu. Spravi, koliko Boga je potrebnega za to, da lahko razumemo Antigona. Ok, super. Zelo kompleksna serija vprašanj. Kar težko, ne vem, kje ne začnem. Mogoče z svetostjo življenja. Mislim, da Tine Hribar svetost življenja povezuje z Heideggerom in mislim, da bi že to moralo biti popolnoma jasno, da tukaj Tine Hribar malo zgreši. No. Že pri Heideggeru ne moreš govoriti o svetosti življenja. Kaj šele pri Antigoni? Ja, se vračam. Če že gre za... Mislim, da pri Antigoni, če o čem, potem lahko govorimo samo o svetosti smrti. Kar se tiče pa vprašanja, koliko Boga. Po mojem, zelo, zelo malo. Jaz je ne vidim kot religiozne fanatičarke. Jaz Antigone ne vidim kot nekoga, ki je ravnala, kot je ravnala iz religiozne navdahnjenosti. Tam seveda se sklicuje na Božje zakone, to je res, ampak v resnici se na Božje zakone sklicuje tudi krevno.
Oba se, eksplicitno. Oba pravita, da ravnata pobožno. Tudi zbor pritrjuje, da to, da pač, če je kralj ukazal nekaj, spodobi se, zitlih kaj veleva in po božjem pravu je pravilno, da se to upošteva, kar je kralj ukazal. V tem smislu dam Heglu prav, da se zitlih kaj ne nanaša samo na neke božje zakone v nasprotju z človeškimi zakoni, kot jih Antigona tukaj poskuša predstaviti. Ne? Kot da so človeški zakoni nekaj, kar se tiče samo nekih banalnih privatnih zakonov, kot da so to neke vrste privilegiji. Ne. To, da se pokoplje mrliča, je enako res kot to, da se uboga besedo kralja. Tako pač je. To je pobožnost. In ta pobožnost nima pomena, tako kot rečemo danes, religioznega fanatizma. To je pobožnost, ki ima smisel v tem smislu, da pač tako ravnamo, ker je tako prav, ker se je tako vedno ravnalo in ker ni alternative temu ravnanju. Pač kralja se uboga, mrliča se pokoplje. Oboje je res. Konflikt je natančno v tem, da je oboje res, ampak ni mogoče obojega, če ne skleneš kompromisa, oboje ne more stati. In seveda je tovrstnih konfliktov, kar hočeš v kjerkoli zgodovinskem obdobju. In večinoma države najdejo kompromis, bodimo iskreni. Večinoma vladanje je en sam kompromis. Tukaj pa pač imamo primer nečesa, kjer do kompromisa ni prišlo. Ampak to, kar poskušam zagovarjati v tej knjigi, je, da Antigona nima nekega programa, ne religioznega programa, ne feminističnega programa, ne revolucionarnega programa, nobenega programa nima. Ona enostavno je v nekem trenutku, če že, je njena gesta bolj ne kot da. V smislu, v nekem trenutku je enostavno rekla ne, jaz se ne grem več teh iger, ne grem se več sprejemanja kompromisov, jaz bom pač svojega brata pokopala, to, kaj boste vi iz tega napletali, me pa v resnici sploh ne zanima. To je njena pozicija. In na nek način je ona postala politični dejavnik ne zaradi tega, ker je pač to želela biti, čeprav ji to Antigona očita, čeprav ji to Kreon očita, vsaj kot sama, res mi je žal za tole, vsaj kot sama razlaga, je v bistvu bila zvlečena v politiko bolj ali manj po naključju. Tako jo jaz razumem. No. Tako da evo, na dve temeljni tvoji vprašanji, dva enostavna odgovora. Mislim, da svetost življenja, Tine Hribar že ko govori o svetosti življenja, pri Heideggeru to ne zdrži. Ker Heidegger govori kvečemu o svetosti biti in če kdo bi moral Tine Hribar vedeti, da biti ravno ni življenje. Mislim, da eno in drugo enostavno ne gre skupaj. Biti nima nobene zveze z življenjem. Kvečemu s tistim, kar v Bibliji reče Jezus, ne? Ko reče Jezus, jaz sem življenje. Namreč ne tole, ne te nerojeni otroci ali kaj sem kaj, zato gre v končni fazi Tinetu Hribarju. Ne, Jezus je življenje. V tem smislu ja, ampak Jezus ravno ni neka naravna tvorba. Jezus je ravno duh. Tako da če vzamemo recimo to religijsko prispodobo, potem svetost življenja svetost življenja ravno ne pomeni svetost naravnega življenja, ampak kvečemu svetost duhovnega življenja. Z Antigono pa še enkrat, ja, v pogrebu je zatrjena svetost življenja, ampak spet, ne svetost naravnega življenja, ampak ravno s pogrebom v resnici dokažeš, da tisti, ki je umrl, sploh ni bil samo naravno bitje, ampak je bil ravno duh. Tako da rekel bi, da je svetost življenja že po definiciji zelo problematičen koncept. Kar se tiče pa religijskosti, pa ja, še enkrat, se v bistvu sam ponavljam isto poanto kot prej, da pač mislim, da Antigona uporabi nekaj, kar je v zraku, kar je očitno, kar je vsem na konici besed, ampak ne iz religijskega fanatizma. Tako so jo obrali seveda, v 19. stoletju so jo obrali kot krščansko mučenico. Sprav, ona je tako kot ena od teh krščanskih mučenikov, ki so se pustili ubiti za vero. Tako so jo takrat res brali. Danes mislim, da je
me je presenetilo, no, da si predlagal to branje, ker ga nisem zasledil že zelo dolgo. Ne, no. Ne, da sem ga predlagal, čeprav razumem Hegla v fenomenologiji duha, se precej naslanja na to definicijo božanskih zakonov, ki so ungeschrieben, ki so ungeschrieben in tako dalje, in to dejansko zelo spominja na Eutifron, kjer gre za to, da Eutifron, kot verjetno veš, toži svojega očeta, ki je kriv za smrt nekega dinarja in se vseeno odloči na navzlicem tedajnim grškim zakonom, dodide na sodišče in svojega lastnega očeta spravi tja zaradi, po njegovem prepričanju, njegove udeležbe v smrti tega dinarja. In ko odgovarja Sokratu na vprašanje, zakaj ga toži, se sklicuje na to hoziotes svetost svojega početja, sklicuje se na Božje zakone, ki niso človeški zakoni, eksplicitno, sklicuje se na to, da bi bogovi želeli, da on to naredi, on je sicer duhovnik, Eutifron je sicer duhovnik, skratka, on se sklicuje natančno na Božje nenapisane zakone. Ne? In ti deli iz fenomenologije duha, ki ti citiraš, pašajo kot ata na mamo na Eutifron. In se mi zdi, da bi se lahko našla neka analogija med Eutifronom in Ok, super, hvala ti za to. Nisem bral nedavno Eutifrona, nisem opazil te sorodnosti, tako da si jo bom definitivno prebral. Hvala ti za ta del, sem ti hvaležen. Ja, najlepša hvala za vse odgovore in razlage. Hvala tudi vam, da ste prišli. Povabim vas ponovno 7. decembra. Bomo gostili v okviru istega cikla dr. Luko Trebežnika. Pogovarjal sem z njim o njegovi knjigi Svetloba na obzorju. Hvala tebi še enkrat, da si prišel iz Ljubljane. Hvala tebi, Igor, za povabilo in hvala vsem za obisk. Meni je bilo zelo prijetno. Zadaj, če bi kdo želel prebirati knjigo. Lep večer vam želiva in nasvidenje. Hvala, adijo.